že videli, ne? Jaz bom rekla, sicer sem vesela, je pa to pričakovano. Kot tista, ki sem strani vlade zadolžena za koordinacijo celega projekta, ki mu rečemo potniški center plus ta privatni del. Seveda se redno dobivamo, usklajujemo posamezne stvari, ker je ključno, da se v določenih točkah, kjer se te projekti stikajo, pač delamo istočasno. Tako da jaz sem vesela, da so dobili gradbena dovoljenja in v kratkem, dan, dva, bo tudi za naš del železniške postaje ponovljen javni razpis za izvedbo del, tako da jaz ne pričakujem večjih zamikov in rečemo, da bo projekt speljan tako, kot je bil časovno začrtan. A pri tem drugem delu, ki ga omenjate, lahko prideta država pa izvajalci skupaj, vendarle tista razlika prva, ki smo videli, bila kar precejšnja, ne? Ja, glejte, jaz verjamem, da tudi to, da ponavljamo razpis, je nek signal izvajalcem, seveda pa je tudi naloga naših projektantov, da bom rekla, vse skupaj, kar so naredili, še enkrat preverijo, ali so tiste cene v njihovih izračunih realne. Tako da jaz pričakujem, da bomo prišli skupaj, absolutno. Samo še to, gospa ministrica, danes pri poslanskem vprašanju smo slišali nekaj kritik na projekt Jesenice. Mislim, da je poslanec SDS-a to izpostavil. A sem jaz prav razumel predsednika vlade, da tle neko poročilo zahteva, da se ta projekt zdaj je vzelo pod drobnogled? Absolutno bo predsednik vlade, tako sva dogovorjena, dobil pravzaprav poročilo za vse tri postaje, to je Nova Gorica, Jesenice in potniški center Ljubljana, kaj se je od tiste čisto prve faze načrtovanja spremenilo do zaključne ocene, tiste, ki jo naši projektanti naredijo. Potem pa seveda prijava na razpis, tam pa mi nekako težko vplivamo na izvajalce, za kakšno ceno so pripravljeni stvari narediti. Tudi zame so te spremembe absolutno previsoke in prav na primeru Jesenice bomo v kratkem tudi javno predstavili, kaj se je v posameznih fazah teh sprememb dogajalo. Absolutno previsoke razlike in očitno v tistih začetnih fazah načrtovanje teh postaj pač ni najboljše, nažalost. A nam lahko že o tem kaj več poveste v tem trenutku? Mogoče se že kaj vidi, kaj je šlo narobe, recimo, če se drživa Jesenic? Ja, pri Jesenicah konkretno lahko rečem, da ena stvar, ki se je dodajala v projekt, bom rekla, tekom načrtovanja, je podhod za ljudi, ki je bil nekako dodan v ta projekt na željo lokalne skupnosti in smo seveda tudi ocenili, da je ta želja, če lahko rečem, ali pa potreba lokalne skupnosti upravičena. In tako, kot sem zdaj jaz to povedala, bomo seveda tudi vse ostale stvari, bom rekla, natančno razložili, kje so te razlike nastajale, oziroma ne mi, ampak projektant in inženir, ker tukaj je kar en kup strokovnjakov, ki pri teh projektih sodeluje, to ne delamo politiki, ampak delajo strokovnjaki in še enkrat tudi sama se težko strinjam, da tekom, bom rekla, začetka postopka nastanejo takšne razlike. Hvala, ministrica. Hvala. Samo še za par kadrov.